Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej bi seveda želel povedati, da smo se s problematiko ekstremizma v tem državnem zboru začeli ukvarjati v letu 2012 in v letu 2012 tudi sprejeli določena poročila. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na svojih sejah večjih obravnavala različne dokumente. V letu 2013 pa v mesecu juniju tudi sprejela zaključno poročilo. V tem poročilu je nedvoumno in jasno zapisala, da seveda povzela je, kakšna je stopnja ogroženosti, ki je nizka, še vedno je nizka. Po zadnjih poročilih, ki jih komisija redno prejema strani pristojnih služb, se pravi obveščevalnih in varnostnih služb, je ta ogroženost Slovenije še vedno nizka na tem področju, kar je dobro. Hkrati pa smo sprejeli sklepe, ki govorijo natančno o tem, kaj bi bilo potrebno spremeniti. Navedeni so zakoni, predlogi, v katero smer naj vlada gre. Hkrati pa smo vlado pozvali 5.6.2013, da pripravi oziroma naredi medresorsko skupino, ki bi usklajevala spremembe na področju zakonov v Sloveniji in da naj v roku 6 mesecev pripravijo zakonodajo, ki bi jo poslali v državni zbor in v kateri bi potem poslanci razpravljali. No, vlada, ki jo vodi stranka, večinsko najmočnejša stranka, ki je uvedla parlamentarno preiskavo o ekstremizmih, ni naredila v tem času nič. Roki so potekli konec lanskega leta, 16. decembra. Parlament nismo prejeli nobenega zakona in seveda nobenega predloga za kakršnokoli spremembo. Toliko o tem, koliko vlada resno misli in koliko je Pozitivna Slovenija resno mislila, da so potrebne spremembe. Vmesno poročilo ponovnoma opozarja, ki je bilo pred kratkim sprejeto v državnem zboru, zgolj o tem in ponavlja zaključke in dejstva, ki so bili že sprejeti za spremembo zakonodaje na istih področjih. Seveda sedaj se poskuša predstaviti, da gre za neko definicijo, kaj je to ekstremizem in tako dalje. Mimogrede, ekstremizem je zakonsko definiran samo v eni članici Evropske unije, na Slovaškem, in v nobeni drugi. To je izjemno težko, ker potem ta definicija seveda močno omejuje pri nadaljnjem delu in zato se nobena druga država ni odločila, da definira v svoji zakonodaji definicijo ekstremizma. Zanimivo pa je, da smo v lanskem letu na preiskovalno komisijo dobili več dokumentov, na nekatere bi posebej opozoril. Dobili smo analizo zakonodaje vlade, analizo zakonodaje na področju, ki pokrivajo ali pa se posredno ali neposredno nanašajo na delovanje potencialnih ekstremističnih skupin ali posameznikov v Sloveniji. Ta analiza, ki je analizirala zakonodajo, je bila interna. Na mojo pobudo se je ta stopnja tajnosti interno umaknila, zato smo potrebovali več mesecev, več zapletov na sami komisiji, proceduralnih in ne vem kakšnih še vse. Skratka, na koncu je ta analiza javna, zato se lahko danes o njej tudi govori, jaz sem že o njej tudi govoril. Analiza govori pa o tem, da ministrstva pristojna za to področje, predvsem Ministrstvo za notranje zadeve, meni, da zakonske spremembe niso potrebne. Kar seveda kaže na to, kakšno smer, s kakšnimi praktično popolnoma političnimi razlogi za diskreditacijo drugih političnih strank je ta komisija bila narejena. Še več, komisija je prejela 2 poročili policije, tudi Komisija za nadzor obveščevalnih služb je imela več razgovorov z predstavniki policije, Sove in vojaške obveščevalne službe na temo ekstremizmov in demonstracij v Mariboru in Ljubljani, vendar smo v letošnjem letu 25.2. in 5.3. dobili 2 poročili policije, ki ne nosita nobene stopnje zaupnosti, ki govorijo zelo jasno in nedvoumno o tem, da na demonstracijah policija ni zaznala, da bi šlo za organizirane skupine, ni zaznala, da bi šlo za skupine, ki bi bile povezane z ekstremističnimi skupinami, da so bile skupine, ki so delovale kot huligani, da jih delno lahko povežejo z navijaškimi skupinami, vendar so te skupine bile zelo male, niso bile organizirane vnaprej in niso bile izurjene vnaprej za delovanje na demonstracijah in povzročanje neredov. To so dokumenti, ki jih je policija nedvoumno jasno poslala, ker na komisiji niso bili zadovoljni
z poročilom iz dne 25.2. so zahtevali dopolnitev. Policija je popolnoma nedvoumno zapisala, da ne gre za oblike, da ni bilo, se pravi, dobesedno je zapisala, ki pa so bile storjene posamično in ne v obliki naprej organiziranega nasilja. To so teksti, ki jasno povedo, kako je policija preiskovala ta dejanja in kako je ugotovila, da ni šlo. Se pravi, organi pregona, tisti, ki so zadolženi v tej državi, so svoje delo opravili in nedvoumno jasno povedali, kako je s tem. Policija je tudi demantirala izjave posameznih ekspertnih prič v medijih, potem je na zahtevo nas treh tudi pisno poslala to poročilo na komisijo z dokumentom, kjer je nedvoumno jasno zapisala, da ena od izjav ekspertnih prič, ki je trdila, da je v Sloveniji približno 150 ekstremistov, ki lahko kadarkoli naredijo, ne vem kaj v Sloveniji, in da so to podatki policije, nedvoumno napisala, da ne gre za uradne podatke policije, da policija ne razpolaga s takšnimi podatki. Jaz sem, ker je ta gospod, ki nam je to dejal, uslužbenec Ministrstva za pravosodje, poslal obširno vprašanje gospodu Pličaniču, ministru, da mi pojasni, če imajo oni kakšne evidence. Dobil sem seveda odgovor, da nimajo evidenc, da ne vodijo takšnih evidenc in da seveda je gospod nastopal v svojem imenu in ne v imenu ministrstva. Še več, komisija je na podlagi nekaterih prispevkov, ki so se pojavili, Komisija za nadzor obveščevalnih služb, izvedla v letošnjem letu še eno sejo po vprašanju ekstremističnih skupin in sicer v medijih se je pojavila teza, da so se pripadniki oziroma posamezniki, ki so, ali pa skupine, za katere se je domnevalo, da so na demonstracijah bili izurjeni znotraj vojaških objektov Slovenske vojske. Mi smo opravili pogovor z ministrom, z šefom obveščevalno-varnostne službe, kjer smo dobili jasne in nedvoumne odgovore, da na območju vojašnic v Sloveniji, na območju Škrilja, ni bilo nobenega usposabljanja katerekoli ali kakršnekoli ekstremistične skupine. To so bili zelo pompozni članki, če se spomnite, v medijih in tudi takrat je Komisija za nadzor obveščevalnih služb reagirala takoj. To sporočilo za javnost, to sporočilo, ki ga je dobila, tudi dala v javnost in skratka popolnoma so bile zanikane kakršnekoli navedbe. Zaradi vseh teh dejstev in zaradi tega, ker je praktično področje odkrivanja in zaznavanja potencialnih ekstremističnih skupin na demonstracijah v Mariboru in Ljubljani popolnoma raziskano, imamo nedvoumna, jasna policijska poročila, imamo pričanja tudi za prisego oziroma pod grožnjo z zakonskim pregonom, če na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ljudje, ki so klicani, ne govorijo resnice, nimamo nobenega razloga, da jim ne verjamemo. Tudi to so ljudje, ki sedaj opravljajo dolžnosti, niso ministri iz neke prejšnje vlade, ni nobenega razloga, da jaz dvomim v navedbe, ki so jih navedli. Zato menim, da je način dela in zloraba, politična zloraba, ki si jo privošči predsednica komisije in manipulacija z vsemi našimi dobronamernimi predlogi pripeljala do točke, ko tudi sam osebno, moj namestni član in seveda tudi stranka SDS ne bo več sodelovala v preiskovalni komisiji, tako da tudi naša stranka se umika iz nadaljnjega dela te preiskovalne komisije. Hvala.